Kdaj ste še posebej kritični ali pa neprijazni sami do sebe? Kdaj bi bilo pomembno, da bi sami sebi priznali, da ste dali vse od sebe ali pa da dajete vse od sebe? Kdaj bi bilo dovolj, če bi pogledali na sebe manj kritično? Kajti velikokrat smo sami sebi najhujši sovražnik. Velikokrat imamo naše lastne omejitve ali pa naša lastna prepričanja, s katerimi, ko vidimo naše rezultate, postanemo neprijazni, samokritični, oštri, v komunikaciji negativni do sebe. Kdaj ste do sebe premalo sočutni, premalo prijazni, premalo hvaležni in ponosni na to, kar ste naredili? Kdaj ste do sebe preveč kritični, preveč neprijazni? Namen tega coaching vprašanja je seveda, da nehate to početi. Kajti vsi ti notranji dialogi, kritiziranje samega sebe, neprijaznost do sebe, vse to vam ne daje rezultatov, ki bi jih radi naredili. In zato je fajn, da spremenite ta notranji svet, notranji dialog, da si rečete, dovolj je tega, da si rečete, kaj zdaj lahko naredim, usmerite pozornost naprej, usmerite pozornost v to, kaj lahko naredite, usmerite pozornost v to, kar boste naredili in pozabite na to, kar ste naredili v preteklosti, ker ste naredili vse, kar ste lahko naredili z viri, ki ste jih imeli takrat na voljo. Hvala, ker všečkate, hvala, ker komentirate, hvala, ker delite to coaching vprašanje in tudi seveda ostala coaching vprašanja z vsako delitvijo, z vsakim komentarjem, z vsakim všečkom mi pomagate, da lahko pomagam večjemu številu ljudi. In sedaj je pravi čas, da delite, všečkate, komentirate, ostanite zdravi, nehajte se samo kritizirati, nehajte sabotirati svojo rast, nehajte biti neprijazni do sebe. Bodite hvaležni za to, kjer ste danes in hvaležni in veseli za to, kam greste v prihodnosti. Sedaj je pravi čas, da všečkate, delite, komentirate in predvsem, da se sprejmete sebe v vsej nepopolnosti in da sprejmete to, kjer ste danes, kajti iz tega, ko se enkrat sprejmete, ko si dovolite biti takšni, kot ste, izhaja rast, razvoj, preboj, napredek in vse, kar si sami iskreno v srcu želite. Hvala, ker ste in